Spoštovani gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi iz podcasta. Z vami sem Mateja Trunk-Hrvatin. Umetna inteligenca ni prihodnost, je tukaj, zdaj. Iz laboratorija v Silicijeve doline se je preselila v naša življenja in naše dojemanje resničnosti že zdaleč ni več takšno, kot je bilo. Tudi v poročilu Marija Dragija je bilo izpostavljeno, da je umetna inteligenca poskrbela za eksponentno rast v različnih sektorjih, kar seveda pripomore k temu, da je potrebno prilagoditi regulativo, izobraževalne programe, prav tako tudi podjetniške strategije. Predsednik vlade Robert Golob je napovedal vzpostavitev nacionalne platforme za umetno inteligenco, ki bo brezplačno dostopna za vse državljanke in državljane. Gre za strateško naložbo v človeški kapital, s katero bi pa naj bila Slovenija ena izmed prvih držav, ki bo to ponudila svojim državljanom. Kaj pa to dejansko pomeni v praksi? Danes je z mano gost, ki se z umetno inteligenco ukvarja že desetletja, ko pa ta še ni bila svetovni trend. Z mano je Marko Grobelnik, raziskovalec na Inštitutu Jožefa Štefana, prav tako pa tudi digitalni prvak Slovenije. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Hvala za vabilo. Kako ste? Dobro. Ste v redu? V tem času umetne inteligence? Ja, vsak dan je nekaj novega, tako da ko se človek, ko gre spat, takrat ravno Američani objavljajo, kaj je novega tisti dan, ne. Tako da je skoraj res, da vsak dan je nekaj novega, ne. Tako enkrat na teden, enkrat na 2 tedna je pa kaj tazga, ki pa res treba sprobati vedeti in tako. Ok. Tako, zdaj preden se posvetiva malo tej nacionalni platformi, ki je bila napovedana, pa bi začela malček pri vas. Vi se v bistvu z umetno inteligenco ukvarjate že desetletja, v bistvu še, ko je bila neke vrste eksotika. Danes pa vsi govorimo o ChatGPT-ju, o umetni inteligenci, o revoluciji. Kaj bi vi o tem rekli? Kako je bilo takrat, ko ste vi začeli se s tem ukvarjati? Ja, jaz sem se začel s tem ukvarjati, v bistvu je bilo zelo ena taka, torej v svoji gimnaziji, 17 let, bilo je računalniško tekmovanje iz programiranja, no in takrat je imel Ivan Bratko, kasnejši mentor in prijatelj in vse, začetnik umetne inteligence v Sloveniji, imel eno kratko predavanje na tem tekmovanju za nas dijake. No in takrat po tiste pol ure ali nekaj tazga, 3/4 ure, kar je spredaval, sem rekel, to jaz hočem delati, no in potem sem vse naredil, da sem v naslednjih parih mesecih prišel na inštitut kot nekak dijak, ne, še in potem nisem nikoli tega inštituta zapustil. Ste zvesti od samega začetka? Zelo zvesti, ja, ker je v bistvu na nek način, ja, vsi smo računalnikarji, to nas je veliko, ne. Zdaj pa računalništvo je sicer zelo zanimiva zadeva zaradi več razlogov, no, vsi smo tako ali drugače povezani s tem, no, ampak enkrat, ko znaš programirati, znaš ustvarjati, ne, to je tako, kot si umetnik, znaš ustvarjati, imaš neka orodja zelo močna, ne. No, zdaj pa je vprašanje tudi, kaj pa s temi orodji bi pa hotel doseči. No, in zdaj pa umetna inteligenca, za razliko od bolj tradicionalnega računalništva, je odpirala že takrat, ne, probleme, ki so bili res zanimivi. Kakšni pa, recimo? Torej, kako računalniki naj bi razumeli besedilo, na primer, ne. No in potem je minilo, 40 let in šele zdaj ga nekako razumejo, ne. Kako bi računalniki lahko videli, kako slišali, kako govorili, ne, kako bi sklepali, ne, kako se učijo, ne, računalniki in potem kako potegnejo znanje ven iz opazovanj. To, kar delamo sicer ljudje, zelo bolj ali manj dobro, ne, no, ampak tukaj pa so vsi te problemi nekako avtomatizirani, ne. In te, ne vem, izzivi ali pa te naloge, problemi, ne, ki so bili takrat še popolnoma odprti, samo želje so bile v zraku, da bi pa to le nekoč računalnik znal delati, so takrat bleži v zraku, samo to so bili koščki, taki fragmenti nekih rešitev, ki zdaj, če po tolikih desetletjih, ne, pogledamo, pravzaprav je veliko teh starih idej je ugrajenih, ne, tudi vse tole, kar danes poznamo, ChatGPT in
Gemini in vse te ostala orodja vsebujajo intuicije, razmislike pravzaprav iz 1950, 1960, pravzaprav to so zelo stare ideje, ki so noter, ne, še zdaj, ne, s tem, da je zdaj seveda so računalniki toliko hitrejši, podatke imamo in tako naprej. Mečkam so se, kontekst se je zamenil, medtem ko ideje so pa pravzaprav še vedno iste. Še vedno takšne, kot so dejansko tudi bile takrat, ne, ker se mi zdi, da ta umetna inteligenca res zdaj v zadnjih letih prišla na plano. Dejansko pa tudi Slovenija ima že tradicijo na tem področju, ki pa v bistvu širši javnosti sploh ni bila znana toliko. To je tam nekje od konca 70-ih let, pravzaprav, ne, pa potem 80-ta, 90-ta in do zdaj, ja, praktično. Torej, Ivan Bratko je prinesel te ideje iz Anglije, in potem je kar nekako to postalo ena taka standardna tema v Sloveniji, ne. Torej, v Sloveniji nikoli ni bila to neka eksotična tema. To je bilo že v 80-ih, so bili predmeti na to temo na fakulteti in tako, in praktično vsi inženirji so šli skozi te predmete in izpite in tako naprej, tako da je to eno tako dokaj vgrajeno znanje v slovenski narod, v nasprotju morda z drugimi narodami, ki tega pač niso imeli, ne. Tako da je te razmisleki so kar, zato je danes tudi veliko lažje se pogovarjati morda o umetni inteligenci v Sloveniji, saj z inženirji, no. Ja, ker to je bila recimo specifika pri inženirjih, ne, ker recimo drugi izobraževalni procesi toliko vseeno tega niso imeli. Tisto pa manj, ja. Ja, malo manj, ampak dobro, vseeno pa se mi zdi sej, da so državljanke in državljani kar precej ozaveščeni, no, vsaj zdaj se mi zdi, ko je tale umetna inteligenca malo bolj v porastu, se mi zdi, da se še vseeno poznajo. Ja, seveda. Je pa res, da se je pa zdaj torej ravno včeraj, 3 leta nazaj, no, je bil ta ChatGPT prišel ven, tako je, res obletnica. Na obletnico se skoraj pogovarjava, ne. Jaz sem bil en tak zanimiv moment, ne, torej bili smo na Kanarskih otokih, je imel OECD imel ta cel teden dogodkov na temo umetne inteligence, jaz sem pač OECD-ju kar zelo pleten. No in takrat je bila že vsa regulativa pripravljena, vse je bilo nekako razmišljeno in tako naprej, in potem se je ta ChatGPT pojavil, ne. In to je bilo tako praktično, v enem dnevu smo videli, da so tisti dokumenti ne popolnoma, ampak v dobrem delu pravzaprav zastareli, da jih bo treba vse prenoviti. No in potem se je tekom leta 2023 so se potem izdatno, tako pospešeno so se te dokumenti vsi spremenili, torej vključno z evropsko zakonodajo in tako naprej. Ja. Predtem je bilo pa vse že skoraj dogovorjeno. Ja, potem pa so se začele te spremembe. Se pa tudi drugače so avtor večjih knjig, tudi kar se tiče umetnosti. Tudi, ja. To so, gledajte, umetna inteligenca tako za splošno javnost gleda tako, ne, do pred 3 leti praktično je bilo tako, če tudi vsak od nas uporabljal rezultate umetne inteligence vsak dan, vsakič, ko ste se Googla dotaknili, mobilnega telefona, interneta, vsaka reklama, pravzaprav, ki jo vidite, to je vse sproducirano z nekakšnimi algoritmi, ki pripadajo nekako te tehnologiji umetne inteligence, ne. Ampak to je bilo tako nekako neopazno, ne. Ljudje generalno niso bili izpostavljeni tem orodjem toliko, kot so zdaj, ne. No in potem, tako da to je vsaj že nekih 20-25 let je tako, je že ne. Tako, tako da ta preskok zdaj, kjer smo pa dobili to, kar se zdaj imenuje uradno, ne, torej General Purpose AI, torej GPAI, ne, to se pojavlja v regulativi, ta kratica, no tega pa nismo imeli. Tega pa še ne. To so pa splošno orodje, ki pa zaprav lahko s tem istim orodjem pesence pišemo, slike delamo, da vem, domače naloge pišemo, raziskujemo zelo resne stvari, učimo se s pomočjo tega in tako naprej. Tako da je ta preskok je bil pa zelo velik. In je bil tudi nepričakovan v veliki meri. Ne. Ja, to pa predvsem. Ker namreč tudi kreatorji tega, ne, so, torej jaz sem to videl torej avgusta 2022, ne, novembra 2022 je to prišlo za splošno javnost, jaz sem videl to konec avgusta in takrat je izgledal skoraj neverjetno. Ja, vaš prvi vtis je bil tako.
verjetno. Pa ne samo, to je bila ena manjša, ena obletnica je bila v Pittsburghu, smo bili na univerzi, obletnica tistega nekega njihovega laboratorija. In so iz Googla, torej en bivši študent oziroma en bivši zaposlen na Carnegie Mellonu, ki je med tem postal zelo visok šef v Googlu, je prišel to pokazati. Ne. In to smo recimo kakšno uro gledali, on je nekako tipkal, tako malo s tesočimi rokami še, ne. Kaj bo zdaj to? Kaj bo zdaj, no in je vse tako prišlo prav ven, ne. No, pa sem ga po predavanju sem šel do njega, pa sem mu rekel, ti Zubin Garamani, njegovo ime, Zubin, sem rekel, dobro, zdaj ti pameten človek, šef tega te skupine, ki je tudi, da mi razloži, zakaj to dela. Rekel, pojma nimam, zakaj dela. Pojma nimam, zakaj dela. Rekel, vse, kar vem je, če damo še več podatkov not, pa če še dalj časa meljemo te podatke, še boljše rezultati so. Ne? Ampak zakaj dela, rekel, ben ne ve. Ne? No in pravzaprav je še danes po 3 letih smo mečken več vemo zdaj, zakaj dela, ampak torej, vemo, zakaj dela, ne vemo, zakaj tako dobro dela. Odkot je to? Tako izgleda, da smo zadeli en plafon človeškega znanja oziroma kritično maso podatkov, procesiranja vsega, ki pa nekako je zaresoniralo s nivojem človekovega znanja pa človekovih sposobnosti. To tako nekako zgleda. Ne. Nimamo pa nobenih recimo formalnih nekako dokazov, da to je. Zelo težko je zagrabiti to. Ni oprijemljivo dejansko. Ni oprijemljivo. Zdaj imamo samo minimalne vpoglede, imamo, da vidimo, da te nevronske mreže, te silni modeli, ki jih uporabljamo, kako recimo, ko rečemo, daj mi pesemco napiš, vidimo približno, kako se not formirajo tiste rime, pa hkrati razmišlja o besedah, pa podobno kot ljudje na nek način, ampak to je zelo v povojih še. Tako da realno, torej vemo, kako dela, ne vemo pa, zakaj tako dobro dela. Prej sem omenila, da ste digitalni prvak Slovenije pri Evropski komisiji. Kaj to pomeni? To pomeni, to je bilo leta 2016, je bil en inštrument, digitalni prvak, Digital Champions, se rekel v angleščini. Vsaka država je enega imela, no in mene so takrat, tista vlada me je takrat nekako določila in sem vzel in to je pomenilo, da sem vsaj v tistem obdobju nekako bil prisoten v Evropski komisiji na velikih sestankih, torej komisarje sem dosti redno srečeval, pa tudi tukaj v Sloveniji sem bil na velikih sestankih, potem je pa to nekako z naslednjo komisijo, ko se je komisija zamenjala, in nekako ni bil ukinjen, ampak nekako je bil malo se ta inštrument nekako razvodenel, tako da nekako... Aha, je šlo bolj v zaledje nekako. Tako, v zaledje, nekako nikoli ni bilo formalno to ukinjeno, ampak nekako je pomembnost tega. Je pa malček šla. Je malo šla stran. Takrat je bilo pa še kar zanimivo eno obdobje, enih 5-6 let, Zdaj Slovenija je tudi dom UNESCO-vega mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco, ne? In kako je v bistvu tako v majhni državi tudi na nek način uspelo postati ena izmed ključnih točk na svetovnem zemljevidu umetne inteligence, bi lahko temu rekli? To je tako, ker bi šal, kako v taki mali državi en pogačar lahko tam odpele, tako dobro, ne, mislim, ali pa kako. Ker nam uspeva na vseh področjih, opažam, ne? Tam, kjer mi smo Slovenci ponovadi dobri, lahko tam, kjer ni potrebna neka ogromna infrastruktura, ne, kjer je tam, kjer je individualizem pomemben, kjer so sposobnosti pomembne, to je ena stvar, pa še druga stvar, ki jo imamo pa kot prednost, ne, zaradi te majhnosti, je to, da je povezava med, ne vem, med vlado ali pa predsednikom, pa do skoraj kjerkoli državljana je zelo blizu, ne, smo si, ne, tako da se poznamo in nekatere stvari se potem da hitro speljati, ne. To pomeni v primeru tega UNESCO centra,
je bilo tako, no, da mislim, kratka zgodovina je to, da smo dobili 2 nagradi z enim portalom, videolectures.net, ne, in potem so nas na UNESCO poznali, no, in pa, ko smo pa že tam bili, smo pa rekli, no, zakaj pa ta umetna inteligenca nekaj, kar bi bilo pa tudi dobro, kaj pa če bi naredili en center, in so rekli, ja, v redu, ne. No, in potem je to trajalo 2-3 leta, ne, da dogovarjanje, da do točke, ko je generalna skupščina UNESCO dvignila roke. Vmes je bilo pa ogromno lobiranja z enim, drugim, tretjim državam, ampak v dobrem sodelovanju z ljudmi iz ministrstva, ne, Gašper Hrastelj, ne, posebej pomagal, ne, pa na strani Štefana smo pa pač le močna skupina in smo potem to lahko sfinansirali vse to, vse ta potovanja, pisanja, vse ta priprava, ogromno administracije je bilo, ne. No, do točke, ko zdaj to imamo. In to je bil prvi UNESCO center za umetno inteligenco, zdaj v naslednjih letih sta nastala še 2, en je v Savdski Arabiji, s katerim imamo zelo dobre odnose, pa en je v Maroku. In to je v bistvu en drug tip umetne inteligence, tam delamo, ne? Tam ni zelo tehnično, ne? Pač pa je množica dogodkov, iniciativ in zaradi te labele UNESCO, ki jo pač lahko uporabljamo, seveda so vrata veliko bolj odprta, kot če bi rekel, Inštitut Jožef Stefan samo. Ne? Razumem, torej, s tem brandom lahko nastopamo praktično kjerkoli, takoj smo dobrodošli, prepoznavni in v spredju malo bolj verjetno. Tako je, tako je. Zdaj Evropa se tudi pogosto zdi, da je z umetno inteligenco malo za ZDA in za Kitajsko. Tudi mislim, da je v poročilu Marija Dragija bilo tudi izpostavljeno, da je v bistvu to lahko tudi neka strateška nevarnost. Zdaj, kako vi kot poznavalec, raziskovalec, kot tudi sodelujete v mednarodnih projektih, kako vidite pa vi to? Ja, torej Mario Draghi je zelo dobro napisal, je tudi posvetil kar en lep del tistega besedila umetne inteligencije, ne. Torej, to je bilo, kljub vsemu, to je bilo napisano kakšno leto pol nazaj. Cirka, ja. Mislim, da je bilo nekaj tednov nazaj, da je bilo ravno obletnica. Ne. Enkrat novembra lansko leto. Takrat je bilo že nekako jasno, da je to zelo strateška tematika umetna inteligenca, torej ta tehnologija in nekako obvladovanje na eni strani te tehnologije, biti kreator te tehnologije, pa tudi seveda potem uporabiti to tehnologijo v raznih družbenih procesih, v firmah in kjerkoli, da je to velika strateška prednost. Bo postalo šele. Takrat je bilo tako nekako. No in zdaj se to že počas udejanja, no in zdaj to je Mario Draghi dobro opazil. Zdaj, kaj se dogaja? Recimo, če bi zdaj šli nazaj nekih 5 let nazaj, bi videli, da je tako Amerika pa Evropa, da sta dokaj poravnani, ker se dela ali pa raziskav na področju umetne inteligence, pa Kitajska nekako zadej, mečken zadej. Okay. To so bile neke 3 točke. To je bilo tam nekje leta recimo 18, 19, recimo je bilo še tako. Zakaj vem to? Zato, ker to računamo pri nas na Štefanu, računamo to za OECD, te indikatorje in zelo dobro poznam to dinamiko. No in potem so se pa stvari razvijale, no in potem se je zgodil ta ChatGPT moment, ko je pa eksplodira. In je industrija, kapital, torej te investicije so se nenormalno povečale in zdaj, če preskočim torej od leta 18 do zdaj, 25, 26 že tako rekoč, je zdaj tako Amerika, Kitajska in Evropa tako zdaj kar krepko zaostaja. Praktično po vseh kriterijih. Potem je pa še precej prostora, pa Indija pride, ki zelo pospešeno prihaja in potem so pa vse ostale države. Tako približno zgleda zemljevid tega umetne inteligence. Zdaj spet odvisno, kjer kriterij vzamemo, pa kjer indikator. Tisto, kar je tukaj dobro povedati, je to, da Evropi ne manjka pameti, manjka pa torej to, kar rečemo big tech, torej Evropa enostavno nima velikih vplivnih podjetij na področju umetne inteligence. Torej, naša največja podjetja so
SAP, pa Siemens in tako naprej. In oni sicer imajo neke umetne inteligence, ampak oni se niso preorientirali, da je pa to zdaj njihova glavna ali pa ena pomembnejših tematik. V nasprotju naprimer z Google, Meta, Amazon, Microsoft in še drugi, ali pa na kitajski strani Huawei in še ostali. Ne. Torej ta push, ne, ki se je zgodil praktično zdaj v zadnjih 2-3 letih, ne, se na evropski strani ni nekako zgodil. Ne. Tle pa še ena dodatna stvar, ki pa že vemo od nekdaj. Evropa je zelo konzervativna pri investiranju. Ta umetna inteligenca, taka kot je, pa zahteva pravzaprav kar nekaj investicij. Ne. In tukaj je izrazito, torej po teh parih indikatorjih zaostajamo in to potem nam preprečuje, da bi se pravzaprav tudi razvili. Sicer Evropa ima zdaj Evropska komisija januarja, torej že skoraj 1 leto, dala ta načrt, kako se bomo razvijali in da bo AI kontinent se ne bi imenovali zdaj in tako naprej, ampak pogledajte, če nas skrb damo vse investicije, ki jih Evropska komisija pa posamezne države dajo v umetno inteligenco, pridemo tam v rang nekaj 10 milijard. Ne. Recimo samo Microsoft da v enem letu 80 milijard. Ne. Google je tudi tam nekaj okrog 60 milijard. Ne. Potem, ne vem, Oracle, SoftBank, pa OpenAI deal je 300 milijard, ne, ali 500, zdaj nisem, kaj človek bere. Tako da mi smo praktično za velikostni razred nižje investicije imamo kot. Precej nižje, to so razlike. Ja, in to seveda se tudi pozna, ne. Te umetne inteligence se pa ne da delati, torej ne da so, pamet, vsi vemo, algoritmi so vsi za vse isti, vse je znano, nič ni. Podatke tudi imamo bolj ali manj vsi, to tudi ni tak problem. Tam, kjer nastopa razlika, je pri teh data centrih, ki so nujni ali pa potrebni za gradnjo teh modelov, ki pa zapravo jih na koncu uporabljamo. Torej, tle nam zmanjka, ne. Torej, te data centri, ki imajo to računsko moč. Računske moči Evropa nima. Tega nima. Tu bi se moralo verjetno še dosti in potem tudi investirati. Zdaj je ta AI Factory, pa še par drugih stvari, ampak to tudi takrat, ko bo narejeno, bo to komaj nekako tako, bi rekel, capljalo zadaj za temi. Počasi bo raslo, verjetno. Počasi, ja, in glede na to, da pa umetna inteligenca zdaj praktično eksponentno raste po velikih kriterijih, Evropa ni na tem valu, ni na tem valu te eksponentne rasti. To je, ne. Zdaj aktualna tema, kot je pri nas, kot sem že prej omenila, predsednik vlade je napovedal vzpostavitev nacionalne platforme za umetno inteligenco, ki bi naj bila brezplačna za vse državljane in državljanke. Naj bi bili naša država ena izmed prvih, ki bi to vključila vsak dan naših prebivalcev. Pa me zanima, kaj to dejansko zdaj sploh pomeni? Tako s preprostimi besedami, da bodo naši gledalci tudi razumeli. Glede, iz večjih koncev bi lahko na to odgovoril, ampak recimo v enem stavku je, bi rekel, omogočiti slovenski populaciji dostop do teh najboljših tehnologij, ne do onih slabših, zastonskih, ki niso nujno tako prepričljive. Katere pa so te najboljše, recimo? Ja, trenutno, to se iz meseca v mesec menja, ampak načeloma se to na koncu reducira na neke 3, recimo, platforme. To je ta slavni ChatGPT, za katerega vsi vejo. Potem je Googlov Gemini, potem je še Anthropic firma, je Claude. To so nekako 3. Zdaj, ne vem, če je človek programer, potem uporablja Claude. To je jasno. No, zdaj pa za vse ostale stvari se je pa zdaj ta moment danes, ko se pogovarjava, je zgleda ta Gemini od Googla, ki je ravno enih 10 dni nazaj, en dober teden nazaj prišel ven, je po vseh meritvah najboljši. Ta ChatGPT pa seveda tudi tam nekje. In to je tudi tam, kjer se največje investicije dogajajo. Tam tako milijarde dolarjev letijo tako,
pri nas tisočaki, ne, mislim tako, ne. In to seveda ima seveda tudi rezultat, ne. Torej, ideja je, da bi imeli dostop do enega ali pa vseh teh najboljših modelov, ne. To je, to pomeni, danes je, torej, v Sloveniji večina ljudi uporablja bodisi zastonjske modele, ki so res slabi, ne, pa tudi nevarni za uporabo, ne, mislim nevarni, torej podatki utekajo in tako naprej, cel kup napake in tako naprej. No in zdaj, če bi to zdaj rekel, ok, vsi, ki že itak zdaj uporabljate ta orodja, no zdaj pa boste praktično brezplačno ali pa skoraj zastonj uporabljali najboljše, kar je, ne, ta moment, v danem momentu. No, to bi seveda pomenilo, da se bi splošna kultura v Sloveniji dvignila, to je ena stvar. Potem treba je poskrbeti za to pismenost, ne. To ni zdaj digitalna pismenost, to je zdaj AI pismenost, ne. Že druga vrsta. Torej, to je en del. Drug del, ki pa se meni tudi zdi silno pomemben, morda še bolj, je pa to, da bi tudi firme imele dostop do tega, in sicer to pa ni zdaj ta običajni dostop na desktop dostop, ne, čez te brskalnike, ne, ampak čez ta API, torej programski dostop, no, torej to je pa v bistvu način, kako recimo predstavljate si zdaj enega študenta, ki ima dobro idejo, ne, in nima, ne vem, zdaj nekaj tisočakov, da bi investiral v to svojo idejo, ne. Oziroma, da bi jo preveril in tako naprej. No, s tem mehanizmom bi praktično vsi, ki bi imeli dobre ideje, bodisi firme, start-upi in tako naprej, imeli vsaj neke začetne stroške pokrite, ne, za uporabo tega. In zdaj pa realnost je taka, če samo enemu uspe v Sloveniji, ne, na podlagi tega mehanizma narediti en uspešen startup, ne, so vsi stroški pokriti, ne, za naprej pa za nazaj, ne. Tako da verjamem pa, da bi glede na to, ker vidim, kaj se dogaja, torej koliko je mladih, ki ima dobre ideje, ne, na fakultetah in pa ne nujno samo na računalniških, pa teh tehničnih, tudi na ekonomiji, pa drugje, ne. Torej, človek rekel po domač, ni vrag, da je eno ne brata. Ja, tako. V bistvu to je neka naložba v ljudi, se pravi ne v neko strojno opremo kot tako, ampak dejansko v ljudi. Torej, to zares ni v strojno opremo, zato ker najprej prva ideja je bila, da bi sicer kupili nekaj, kar bi bilo v Sloveniji fizično docirano in tako naprej, nekaj se je skazalo, da to je nemogoče ali pa predrago, realno gledano nemogoče, tako da to, kar je ideja zdaj, da je, in to tudi, če preberete razpis, boste videli, ne, je torej nekakšen suvereni oblak, to je tehnični termin, suvereni oblak, ki mora biti fizično nekje v Evropi. Ki pa seveda teh suverenih oblakov ni prav veliko, zares so 3 firme, ki to imajo, ne, to so Microsoft, Google pa Amazon, ne, na katerem potem teče ta umetna inteligenca, te modeli, ne. In tako, verjetno se bo to nekako zgodilo, da bo ena od teh 3 firm nekako izbrana. Tako verjetno izgleda ta moment. Zdaj, koliko sem videla tudi v razpisu, je dejansko vgrajeno tudi ena tako stroga zahteva, namreč celotna obdelava podatkov mora, se pravi, potekati znotraj evropskega pravnega in tudi seveda tehničnega okvira, ne. In tudi Mario Draghi v svojem poročilu nekako opozarja na nek način, da Evropa potrebuje enoten digitalni trg in prožnejšo zakonodajo, ki dejansko spodbuja inovacije. In če bi nekako povzela to njegovo glavno sporočilo, je, da ne smemo nekako postati žrtve lastne previdnosti, da dejansko umetna inteligenca nas lahko potisne v višjo ligo, če si to seveda drznemo. Kje so pa potem tiste meje med drznostjo in pravnimi zahtevami in tehničnimi. Tako ja, če pogledamo zdaj to regulativo, ne, spet, če vzamemo Ameriko, Evropo pa Kitajsko, ne, pa primerjamo to regulativo, ki imajo vse 3, torej Evropa ima pravzaprav edina tako neko, tako imenovani akt o umetni inteligenci, AI Act, ne, edina, ki ima nekako tako celovito nekako zadevo urejeno, ne. In na nekih mestih morda celo prehudo, ampak v redu, to je edina. Medtem ko
Kitajci in Američani nimajo regulative za res, ne, pač pa imajo nekaj, kar cela filozofija in na eni in na drugi, torej na kitajski in na ameriški strani je nekaj, kot je ta prostovoljni dogovor, ne, mislim, nekako tako voluntary contact, kot rečejo. Ne. Tam je pa nekako tako duh, tisti je pisal zelo kratek dokument, ne vem, stran 2-3, nič posebnega, kjer piše, dobro, vi firme naše pametne, dobro delajte, čim hitrejš, čim več skratka zmagajte, pa če se pa vam kje zatakne, dejte pol to porihtati. Ne? Kako pa? Če je kaj narobe, dejte porihtati, ampak dajmo si zaupati, vlada pa firme, dajmo si zaupati, vi dobro delate, mi bomo pa vam stali ob strani, če se pa kaj zatakne, se spomnim, da v tistem kitajskem dokumentu piše, pa imate pa 3 mesece časa, da odpravite tisto. Ampak ta glavna stvar je, da delajte dobro in delajte full power on. Tako, in je temelji na zaupanju, primarno na zaupanju, medtem ko tlele v Evropi seveda je to zregulirano. No, ampak pač na ključe hotelo, da je ravno zdaj te dni, mislim, da prejšnji teden ali te zadnje tedne, je pa zdaj tudi ta evropska regulativa je bil torej že nekje od poletja naprej je en pritisk, da naj pa tudi Evropa mečken se malo k pameti sprav, pa naj mečken praktično si predstavlja celo zadevo, no, in to je zdaj, se govori, torej to je zdaj nekakšen omnibus AI regulativa, ki ne bi močno poenostavila obstoječo regulativo, pa premaknila roke za izvajanje tega AI Acta v prihodnost. Ne, to je zdaj zelo sveža stvar. To je čisto sveža stvar. Zdaj, razen to, da sem jaz to prebral, vse te dokumente, zdaj ne vem točen, kako zdaj. Torej, zaenkrat je to ideja, ki je dala Evropska komisija, ki jo bojo zdaj ta stvar šla v javno razpravo do, mislim, da marca, če se prav spomnim, potem gre pa v parlament in tako naprej. In zdaj, če pa vse tako, ki treba, recimo bi pa mogoče tekom leta 2026 ta stvar vse mečken zrahlala in postala bolj praktična. Razumem. Zdaj tu v bistvu umetna inteligenca tudi ni zgolj samo nek tehnični izziv, ne? Gre v bistvu tudi za kulturo, se pravi vprašanje jezika, demokracije, kako pa lahko recimo tudi tu v Sloveniji poskrbimo za to vrsto? Torej, fajn je, da vsak narod ima tudi svoj interni know-how, kako se te stvari dela. Tudi če že ne moramo narediti najboljšega modela, najboljšega, kar se pač da vsaj znamo te stvari narediti od začetka do konca. In to znamo. Ne? Mi imamo zdaj ta model, ki se imenuje GAMS, ne, ki ga delajo kolegi na fakulteti za računalništvo. Marko Robnik, Marko Bajc in še jih je, ne, z tudi rahlo pomočjo ljudi iz Štefana. Tako da to je ena taka strateška pomembnost, dajmo reči. To, da smo točno razumemo, kaj treba narediti. Torej, če bi nam zdaj nekdo dal hudo veliko infrastrukturo računsko, bi mi znali tudi sami to zdaj praktično rekonstruirati veliko boljše. To je nekako strateško gledano. Zdaj, torej, slovenščina je pokrita v tem momentu najboljše, kar se pač da. Dost bolj se ne da. Zakaj? Zaradi večjih razlogov. Torej, ključno so podatki so kvalitetno zbrani, od tistih, ki so nam jih pač dali. Kolega Simon Krek je tisti, ki je zadolžen za zbiranje podatkov, ima precej težav nabirati dokumente v slovenščini, ki jih imajo v lasti razne organizacije. Marsikakšna organizacija ni pripravljena, da če tudi je bila budžetsko financirana. Aha, verjetno ne zaupajo, kako? Ne zaupajo, komplicirajo, tako zmeri kakšen dober razlog, da pol tisto nagreti. No, ampak dobro, upajmo, da se bo to rešilo. Tako da slovenščina je dobro pokrita, tako da se tle ta moment
ne moremo reči, da zaostajamo, ampak če ne bomo aktivni, bomo pa začeli zaostajati. Ne? Tako da to je dobro. To je, kar se jezika tiče. Kar se kulture tiče, kultura je kompliciran pojem. Ne? Jaz bi rekel, torej, če rečete, bom zelo preprosto zdaj rekel. Recimo, da mi napiš pesemco v stilu Franceta Prešerna, jo bo znal napisati. Ve, kaj zelo dobro ve. Ne vem, ChatGPT pa ostali zelo dobro vejo, kaj je France Prešern, na kakšen način pisal in tako naprej. In tudi stvari ratajo tako. Torej, dokaj podobne, recimo. Dokaj podobne, ja, tako. Čeprav vidiš, da to ni zdaj Prešern. Je pa tista nica. Duh je pa vejo. Je njegov. Tako da, torej, kultura je zdaj stvar velikih nivojev, no, in torej, slovenska kultura je tudi nekje zajeta noter v enih delčkih. No, čeprav zdaj če bi zdaj tle kulturniki sedeli, ne vem, moj prijatelj Dan Podjed bi seveda zgrozil, ne, kaj jaz zdaj tle govorim. Ne. No, potem je pa še, ne vem, ta tretji nivo, kjer pa se pogovarjamo lahko o demokraciji in tovrstnih procesih. No, tle pa zdaj tako, ne, seveda ta tehnologija umetne inteligence ogroža demokracijo bolj kot, bi rekel, je bila ogrožena kdajkoli prej, informacijsko gledano. Ne. Zato, ker zdaj praktično vsak človek, otrok, nekdo, ki je pravzaprav skoraj da ne pismen, ne računalniško, ne, lahko v kratkem času recimo okuži informacijski prostor. Ne vem, vzamemo si, ne vem, 5 minut, napišemo neko deepfake, torej neko prepričljivo lažnivo novico, recimo jo pošljemo na recimo Twitter ali pa nekaj tazga, tam, kjer ni posebnih omejitev in je lahko vsak naredi veliko škode v nekaj minutah. Ne? Torej, to se nikoli prej ni dal tako hitro narediti. Kot je zdaj. In to je tako prepričljivo, da človek ne ve več. Ne? To je lahko s fotografijami vred, z besedili, z vsem. Tako da zelo enostavno je človeka ali pa nekoga narediti, ga umazati. Ne? In medtem, ko se ta slaba informacija širi, seveda tisti človek morda niti ne zazna in potem, ko zazna, je že tako prepozno. Je prepozno in videlo toliko ljudi. Kako se pa sploh temu nekako preprečiti to svetu? Ne gre, ne? V bistvu lastna presoja na koncu. Presoja tistega, ki prebere. Kako se boriti proti temu, da vem, ta moment se tega kljub vsemu toliko ne dogaja še, da bi bila neka velika katastrofa, ne? Ampak se pa bo verjetno. Sem pa tja pa se dogaja, ne vem, pred dnevi je nekdo napisal Žižkovo mnenje, ki pač ni bilo v skladu, je bilo napisano, ampak to je bilo narejeno verjetno v parih minutah. Vse je bilo v stilu Žižka, z vsemi vzdihljaji, pač njegovim stilom. Stilom pisanja. Ja, in je bilo zelo prepričljivo narejeno. Recimo, to je bilo v parih minutah narejeno. Lahko bi to... Ja, no, recimo to je primer enega incidenta od nedavno. Ja, seveda. Kako se proti tem boriti? Ja, težko je. V bistvu sami bomo morali presoditi, kaj je res, kaj ni res. Je pa res, da se mi zdi, da smo Slovenci taki, kaj takega preberemo, ki je malo bolj sočnega, zelo, ne da mogoče verjamemo, ampak radi delimo. Tako. Zdaj pa, če nisi ravno v toku, pa ne veš več. Torej, ta meja med resnico pa lažjo ali pa lahko tudi samo dobrim štosom, dobrim vicem, ali pa šalo, je zelo zabrisana. Tako da se pa tudi, kar mi recimo napišemo v ChatGPT ali pa ga vprašamo po neki informaciji, nam tudi lahko da kakšne informacije, ki niso dejansko prave. No, to je pa zdaj razlika med dobrimi pa slabimi. Tako. In zato je dobro imeti dobre plačljive te jezikovne modele, ne vem, Gemini ali pa ki nam postrežejo tudi vire. Točno, odkot je to on vzel. In tam lahko pogledamo in tako naprej. Tako da pri teh zastonskih pa zdaj nisem te zastonskih niti ne uporabljam, ampak mislim, da tam tega ni. Torej, tam, ker imate vire, tam veste pol, da saj na koga se je obrnilo ali pa od kje prišlo. Če gre pa za tako
brezumno povzemanje, brez nekih garancij, pa tam so pa riziki večji. Ja. Ja, ta AI pismenost je tudi v bistvu dejansko zelo pomembna. Ne? Tu bo treba nekako ljudi s tem ozavestiti, kako tudi delati s temi aplikacijami. Ne? Namreč ni samo vprašanje in verjeti temu. Ne? Jaz bi temu rekla, da tudi na nek način ChatGPT lahko halucinira na nek svoj način. Cel mehanizem teh modelov je temelji na halucinaciji. S tem, da ene halucinacije so nam všeč, ja, pa so resnične, druge pa ne. Ja. Ne? Ampak cel mehanizem, če bi pod pokrov pogledali, je vse skupaj eno veliko haluciniranje. Ja, ne? ja. S tem, da je tako po verjetnosti ne bi bile ta prave stvari bolj verjetne, ne? Ja. Ampak niso nujno, ne? Vedno. Ne? Tako da ja, če se vrnemo na AI pismenost, ja, absolutno je torej ta razvoj, torej to, da imamo to kritično mišljenje, ne, do tega, kaj dobimo iz računalnika ven. Ne. Glejte, mi smo, ko smo rasli gor, ne, tam še v davnih letih, ne, da vem, takrat je veljala, če piše v časopisu, pol že mora biti res. Drži, če so na televiziji povedali, bo že res. Ne? No, zdaj pa tudi, to se zdaj tudi tako prenaša, ne? Da je pa, ja, če pa zdaj to prišlo ven iz tega kompliciranega stroja, bi pa tudi verjetno mogoče bilo res ali ne, kako, ampak ni nujno. Ne? Tlele pa kritična presoja je potem tisti. Kritična presoja, absolutno je pa res, da kritična presoja je pa draga včasih. Ja, ne? to tudi ne? Za novinarje posebej veste, ne? Kako je vidite novico, zdaj prevertijo resničnost novice, za nekatere je enostavno, pokličeš, ne vem, pa zveš, za ene je pa kompliciran preveriti, ne? Kaj je zdaj bilo, pa kaj ni bilo. Ne? Posebej tiste, ki prihajajo. Ali pa pol resnice so še hujš, ne? Ko pa zapravo vidiš, da so neki elementi resnice noter, tisti del, ki pa ni, ki je zraven dodan, recimo, pa ne veš. Ne? Tako da je velik, tudi en projekt, ki ga imamo zdaj tudi, recimo na Štefanu, pa bomo kmalu zdaj to, mislim, da nekako izdali tudi, primerjamo recimo dogodke, to zdaj so pa samo, torej Slovenija ima enih, ne vem, 10-15 nekih, recimo, teh mainstream izdajateljev, kako se reče, ne. No in zdaj, če primerjamo za isti dogodek primerjamo, kaj je bilo povedano, pa kaj ni bilo povedano, ne. Pa na kakšen spin je bilo, mogoče so ista dejstva, ampak je obarvan malo drugač, ne. Boste presenečeni, koliko je razlik, ne. To bi bilo dobro videti, ja. Ja, to nam zdaj že v resnici deluje, ja. To nam že deluje in je, ja, zanimivo. Predvsem je zanimivo tudi, kaj se ne pove, ne, kaj se ne pove. Kaj se ne deli. Zdaj nam šel konkretne detajle, ampak je par takih je bilo, da sem že mislil, da naš sistem narobe dela, ne, pa so skazali, ja, da res ene stvari pač niso bile povedane, ne, ali pa neki ljudje niso bili omenjeni nekje, pa tako naprej. Zanimiva zadeva bo še tole v bistvu. Ja, ko bo to tudi širši javnosti na nek način. To je mišljeno, da bi širši javnosti. Aha, ok, se pravi, bo lahko vsak potem s tem nekako operiral. Z STA-jem upam, da bomo to. Ok, ja. Tako da bo neka taka zanesljiva firma še zadnja. Ja, razumem, ja. Se v bistvu to, ko bo tudi, nasploh zdaj govorim, ko bodo ta orodja dostopna državljanom in državljankam, ne, dejansko tu si bodo lahko tudi v vsakdanjem življenju nekako pomagali, ne. To je ideja, da bi zaprav, gledajte, ker vsi se nekako bojijo, umetna inteligenca bo me nadomestila, ne gre se za to, gre se v bistvu za to, da smo v sožitju z njo, da dihamo z njo, da nam pomaga, da lahko ene zadeve ona hitreje naredi ali pa nam nekako nas razsvetli s kakšno zadevo, da lahko potem mi druge zadeve hitreje upravljamo oziroma gremo na nek next level. To je cela ideja, seveda je pa, da vem, imajo pa nekateri sektori hude težave s tem, pa izzive. Radi uporabljamo besede izziv. Ja, zelo. Včasih je rekel problem, danes se reče izziv. Ja, je bolj fancy. Ja, je bolj fancy, ja. Torej, recimo izobraževanje je zelo izpostavljeno temu. Torej, zdaj sem predaval za eno srednjo šolo, in pa sem prišel noter, pa sem vprašal učence, zdaj porabljate vi tole, ChatGPT pa to, tišina, noben, tudi trzno ni, pa učiteljica tam
pred stran. No, kar povete. Ne vem, pa so vsi se izkazali, da vsi uporabljajo, sam, da se niso upali povedati. Ja. Torej, pri izobraževanju je tako, ne. Ja, lahko to, ta orodja grejo absolutno v golfanje in na koncu nekdo naredi, ne vem, neko šolo brez, upam, da ne, no, ampak lahko gre v izrazito goljufanje, ne vem, v smislu kreiranja domačih nalog, povzetkov, tako človek pravzaprav nič ne ve. Nekih seminarskih nalog, zaključnih nalog. Ja, pač pa, ne, to sem pa ravno imel en dober teden nazaj, 2 tedne nazaj sem imel predavanje za 800 slovenskih učiteljev, to mislim, da je bilo predavanje z največjo publiko slovensko. To pa je. To je bilo online sicer, no, ampak 800, in sem se kar pripravil, no, in sem šel skozi, sem zbral množico pristopov, kjer pa uporaba teh orodij izrazito izboljša učne rezultate. Ne? Okay. In to gre od nekaj 10% izmerjeno, to je tako, do ne vem, krat 2, krat 3. Ne vem, recimo otroci, ki imajo ta ADHD sindrom, recimo, ki imajo probleme s pozornostjo, recimo s pomočjo teh orodij, če so prav uporabljene, pozornost krat 2 dvigne. Ne vem, slepi otroci, recimo, ali pa slabovidni, kar naenkrat imajo veliko boljše rezultate. Ne. Recimo pri navadnih učencih, recimo, je, ne vem, zadovoljstvo in učencev in učiteljev višje, pa še znajo več, recimo, če so stvari prav uporabljene. Ne. In to je zdaj vrsta prijemov, nam rekel, da jih je preveč, ne, ampak taki prijemi so. Ne, in najmanj, kar bi to bilo moje sporočilo, tam je bilo, dajte to začeti uporabljati, zato ker vsi boste bolj zadovoljni. Vsem bo lažje in tako naprej. Res je pa, da tega ni bilo še nujno pred letom 2. Zdaj pa že vidimo, da to se da. Ne, in namesto, da je to tako na pol prepovedan, uporaba umetne inteligence, ali pa nevečkrat učitelji ne vejo, kako se tega lotiti. No, zdaj pa, če bomo imeli, tako kot se zdaj pripravljamo, da bo pravzaprav te dobri jezikovni modeli, da bojo na razpolago celi populaciji, to pomeni tudi učencem, tudi učiteljem in vsem, recimo, je to lepa, velika priložnost, da pravzaprav brez da bi se zdaj zgledovali po nekih 3., 4. narodih, kaj delajo ali ne delajo, mi smo zadosti pametni, da lahko sami naredimo tako, kot je treba. Ne samo to, ta minimalna volja mora biti pa mečken pomoči, morda strani tudi Zavoda za šolstvo, ministrstva, pedagoške fakultete in tako naprej. Ker se mi zdi, nek tak strah prisoten. Strah je prisoten, ja, absolutno, zato ker je to se relativno hitro se zgodilo. Poglejte, takrat, ko se je internet zgodil leta 93, recimo, je praktično to je trajalo, ne vem, 10 let, ne, da se je to integriralo, ne vem, tam med 5 pa 10 leta. Počasneje je šlo, ne? Bistveno počasneje. Tlele je pa, gledajte, takrat pred 3 leti, ko se je zgodil, ko je ta ChatGPT objavljen, bil konec novembra, potem pa so bili prazniki te božični in tako naprej, december je bil bolj tako, ne. Januarja so se že učitelji, ne tle, ampak v tujini so se začeli pritoževati, da učenci so že januarja začeli uporabljati za, ne vem, pisanje domačih nalog. Ne, takoj so reagirali. Učitelji sploh verili še niso, da se je kaj zgodilo. So jih prehiteli. Ja, in to je bilo neverjetno. Zato, ker to je en tak velik skok, ne, pravzaprav v razvoju človeštva, torej, da imamo zdaj eno tako orodje, ki ga nikoli nismo imeli. Ne. Torej, zdaj smo se izobraževanja dotaknili, no? So pa seveda še drugi poklici, ki so pa tudi izpostavljeni temu. Je recimo tudi zdravstvo na koncu? Zdravstvo, absolutno, ja, pravniki. Ne. Tudi, pa ena stvar, ne, ki je zdaj nedavno, ne, recimo, slej ko prej bojo prišli tudi avtonomni avti. Sej o tem je že kar nekaj branega, v bistvu bom rekla, že raziskanega, sej v Ameriki že imajo nekaj. Ja, zdaj so v Ameriki ravno razširili, torej, zdaj so bili vezani te avtonomni taksi na mesto San Francisco, samo na mesto, no, zdaj bojo začeli po celi Silicijevi dolini, to pomeni tam nekih 80 km območje, pa še Los Angeles, pa še Phoenix, pa v naslednjem letu je najavljen London, ne.
To pa je že pri nas praktično? To je pa že skoraj pri nas. In ja, to je, gledajte, to sem včeraj bral, torej Amerika ima, mislim, da okrog, torej preko milijona taksistov ima. Potem je pa še, mislim, da še 1,2 milijona teh kamionarjev in tako naprej. Ne. To je kar opazen del tega, rekel, populacije, delovne populacije, ne, ki bo zelo ogrožena v naslednjih parih letih. Ne. In zdaj te ljudje ne znajo prav dosti drugega kot voziti. Ne. Ja, seveda. Ne. In to je treba danes razmišljati o teh zadevah, ker če se bo razmišljalo to takrat, ko bo to že na cesti in že v uporabi, je prepozno. Takrat bojo protesti in vse mogoče. Ja, se za marsikateri poklic je verjetno treba že zdaj vnaprej malo razmišljati. Absolutno, ja. Mislim, tudi, pogledaj, recimo, tudi novinarski posel je tudi izpostavljen na nek način, ne, recimo, zanimivo, recimo New York Times je letos šele spomlad, ne, pravzaprav po pritisku lastnih ljudi nekako sprejel neka pravila, ne, recimo pri nas, ne vem, pri STA-ju imajo neka pravila, kot vem, za druge niti ne vem, kako imajo. So tudi, ja, tudi tudi so, ne, ampak torej brez tega ne moreš 100% samo se zanašati na to, pa tudi ni dobro. Ne, tako da je za eno primerno ravnotežje je treba vzpostaviti, no, ampak je vsekako se spreminja. Poklici, kot so pa teli naši programerski, računalniški, to se pa spreminja. Nas pa noben ni vprašal. Ja, enostavno se je. Po 2 letih tisti, ki ne uporablja tega, je popolna zguba, ne konkurenčen. Lahko si bil nekoč super pameten, najboljši programer, danes brez tega ne moreš. Ja, ne moreš. To je pa primer enega poklica, ki se noben ne pritožuje, ampak vsi smo samo spremenili način. Ja, seveda. Sicer je pa tudi tukaj, po mojem vprašanju, tudi nasploh neke kibernetske varnosti, ne? Namreč bom rekla, umetna inteligenca je tudi tista, ki je kibernetsko varnost nekako premaknila iz reaktivne v proaktivno obrambo. Ne? Namreč tu se tudi nek paradoks potem skriva, ne? Ker to je ista tehnologija, ki je dala moč, bom rekla, branilcem, ampak krepi pa še, se mi zdi, dodatno napadalce. Ne? Namreč napadalci so tudi vedno kar nekaj korakov pred branilci. Ne? Tudi tu bo treba, po mojem, se konkretno zavzeti, da ne bo toliko teh. Ja, da bodo pravočasno tudi prepoznani, oziroma ravno ta pismenost, ne, bo potrebna pri vseh, da ne bodo slepo verjeli nečemu, oziroma se zavedali. Če se pogovarjamo o informacijah, kibernetski napadi so danes, pravzaprav, to je velik nivojev. Velikih je, ja, se to je tako. Tako da, če se samo o informacijskem pogovarjamo, je že sam za sebe težaven. Najhujši so te orkestrirani napadi, ko recimo neka organizirana, recimo nek državni akter na drugi strani, kdorkoli to je zdaj, se orkestrirano loti neke druge države, kjer praktično te proba skuhati ko žabo. Tako je. In to je zelo težko zdetektirati. Mislim, da se, ampak je drago, moraš biti pripravljen na take napade. Ker če je to samo to, da se sem pa tja kdo malo pritožuje, to ni nič. Torej, na podoben način, kot se izvaja napad, orkestrirano, mora biti tudi obramba, mora biti orkestrirana. Drugače je nemogoče se obraniti. Oziroma postane prepozno. Tako prepozno, ampak obrambo je treba graditi takrat, ko je mir. Absolutno, ja. Čeprav v tej kibernetski sceni pravzaprav vojna traja ves čas. Ves čas je, ampak biti nekako vseeno pripravljen. Pripravljen pa treba biti, ampak ja, pri nas je problem tle seveda, ker kadrov nimamo toliko na teh mestih, ki bi lahko take orkestrirane napade. Ampak to je recimo ena niša, ki bi recimo v izobraževanju se lahko morda malo bolj razširila. Recimo, to so kadri, ki verjetno bi bili iskani tudi na koncu, ki bi se potem tudi s tem ukvarjali morda. Tako, se strinjam, je pa mislim, en del tega znanja mislim, da študenti dobijo, ne pa čisto vse. Zato, ker stvari se tako hitro spreminjajo, da medtem ko cikl spreminjanja učnih programov je neverjetno dolg. Ne? Ja, zelo dolg. Zdaj, mi se pa tlele pogovarjamo, da se praktično, ne vem, umetna inteligenca, kot jo danes poznamo v primerjavi s tem, kaj je bilo 1 leto nazaj,
je nam rekel čist drugačen, ampak je v veliki meri drugačen. Medtem ko za šolski sistem je eno leto tako kot nič. Tako da je to bi bilo dobro. To je tista birokracija, ki je malček predolga verjetno, tudi akreditacije so verjetno trajajo predolgo, ne? In umetna inteligenca pa se samo širi oziroma samo raste, ne? In dejansko to bi bilo treba verjetno nekako v celoten šolski sistem uplesti, zato da se vsi seznanijo s tem, namreč mladina s tem odrašča, ampak mora odraščati tudi na nek način, da bo ta način pravi zanje in da bodo znali uporabljati. Zanimivo je to, da mladina temu kar precej sledi, bolj kot starejši. Ker starejši, ne da starejši ne bi bili sposobni, ampak smo preobremenjeni z drugimi stvarmi. Mladina pač kar precej sledi. Tisto, kar bi bilo potrebno, je to, da se jim mladini na nek sistematičen, celovit, primeren način, da se jih izobrazi v tem. Ne, da to ni tako tisto ad hoc pridobivanje informacij, tako kaj kdo rekel. Kaj kdo rekel, no. Ja, tako. To je to, ne. Zdaj tudi, če recimo pogledava celoten digitalni sistem Slovenije, se pravi superračunalnik Vega, kompetenčni center, AI tovarne, je zdaj v bistvu ta platforma nek manjkajoči člen, morda ki bo to vse skupaj povezal. To je gotovo manjkajoči člen, zato ker trenutno so ljudje prepuščeni sami sebi, da uporabljajo, bodisi da si plačajo tistih nekih 20 evrov ali pa 250 evrov, na kjer nivo naročnine greš, tudi firme, ampak pretežno so ljudje prepuščeni sami sebi, da nekako to uporabljajo, kakor pač se jim zdi vredno ali pomembno. Te ostale platforme, ki ste jih našteli, torej Vega, to je ta naš trenutni superračunalnik, potem ta Vega 2, ki prihaja leta 2027, ta bo mišljen predvsem ne za splošno javnost, ampak za raziskovalce in firme. Se pravi ta segment. Ta segment, tako. In potem dobivamo zdaj še ta kompetenčni center za umetno inteligenco, KCUI, to bo nekaj, kar bo GZS koordiniral, ampak smo vključeni, Štefan, fakultete, nekako bolj ali manj vsa skupnost je noter, GZS je samo koordinator, to pa ni zelo velika, ne bo zelo velika enota, to je nekaj milijonov za nekaj let, tako da to bo ena točka, kjer ne bi se te stvari morda koncentrirale na nivoju Slovenije. To je že tretji poskus zdaj, prve dva sta pač padla v vodo zaradi raznih razlogov, tako da zdaj ta tretji poskus izgleda, da bo uspel, ampak to je ena točka koncentracije. Zdaj pa smo rekli, to, kar torej te modeli za celo populacijo, to pa je en manjkajoči del, ki pa pravzaprav je mišljen, da se splošno pismenost, pa splošen nivo uporabe teh orodij dvigne, pa da imajo firme, mladi, da imajo praktično dostop takoj do najboljših modelov, bolj ali manj zastonj. Bolj ali manj zastonj. A bo zdaj čisto zastonj ali ne vem, ampak ali pa do nekega nivoja bo zastonj, pa potem tam naprej bo pa plačljivo. To pa mislim, da to še ni dogovorjeno. Kaj mislite, kje bomo čez 5 let? Čez 5 let bo zelo zanimiv. Glede na to, da se že iz leta v leto to zelo eksponentno povečuje. Pred 3 leti, če bi me kdo vprašal, bomo danes tlele, kjer smo rekel ne. Se mi zdelo skoraj nemogoče. Mislim, potem, kaj danes lahko delamo. Že takrat je izgledalo čist znanstvena fantastika. Meni saj. Pa kreatorjem tudi, enim drugim pa se reče, se je to pa umetna inteligenca, vse je bilo pričakovano, ni bilo pričakovano, nikogar ni bilo pričakovano to. Zdaj pa, tako kot tisto, kar je dobro pogledati, je, torej, kako se te stvari razvijajo. Torej, obstaja ena množica, recimo, indikatorjev, tam nekih, jaz na teh svojih predavanjih pokažem enih, mislim, da 10 teh indikatorjev, ki se vsi eksponentno
dvigujejo, ne, ki merijo različne vidike umetne inteligence. To gremo zdaj, količina investicij, to gre gor eksponentno, ne vem, količina incidentov, če hočete, ne, torej sposobnost teh, torej kvaliteta rezultatov, no, dajmo tako reči, ne, in še jih je, ne, računska moč, ne, z računsko moč vemo, da se 4-krat na let približno se pohitrijo računalniki, 4-krat na let, to pomeni, čez en let bo 4-krat hitrej, čez 2 leti bo 16-krat, to je 2 na 2 na 5, to je 2 na 10, ne, to je 1000-krat hitrejši. 1000-krat hitrejši bojo računalniki čez 5 let. In to že danes v laboratorijih, tako kot ta Jensen, ta direktor Nvidia pravi, ne, da to bo. Ne. Ok, recimo, da je zavarjeti. No, torej, lahko se vprašamo, kaj bi danes znali narediti, če bi imeli 1000-krat hitrejše računalnike že danes. No, to bo čez 5 let. Ne. Potem ena stvar, ki se, prej smo omenila, te robotaksije oziroma avtonomne avtomobile, ne, torej, umetna inteligenca se še ni preselila v fizičen svet. Ne? Pretežno je v digitalnem, virtualnem svetu, torej, ampak zdaj smo nekje tle na eni točki, kjer se pa te roboti začenjajo pojavljati, še zelo zgodaj, ti avtonomni avti so morda ena prvih, ne? Ampak to je za pričakovati, da bo ta selitev v fizični svet umetne inteligence. No, in zdaj pa imamo pa sklop zadev, ne, torej računalniki bojo veliko hitrejši, smo rekli, ne vem, 1000-krat hitrej roboti se bojo razvili, ne, verjetno bojo tudi te modeli, tole, kar imamo zdaj, recimo, no, mogoče, če prej sem rekel, da sem pred 3 leti nisem pričakoval, da bo to, kar imamo danes, da bo mogoče, ne, kaj imamo danes, recimo računalniki, ne vem, polet, ko je bila matematična pa računalniška olimpijada, smo s temi modeli Gemini, to, kar te za 20 evrov ali pa ne vem, na kjer, mislim, da je to na teh višji naročnini Geminija, ne, Ultra, ne, kot se imenuje, 250 plačate na mesec. S tistim, natanko tem urodjem so reševali te matematične olimpijade. To je to, da mi pred 3 leti nekdo rekel, da boš samo dal nalogo not tako, kot jo vidi človek, ne, in da bo pod istimi pogoji računalnik rešil to tako v kratkem času, rekel, to je neverjetno. Ne. No, to danes je. Ne. Torej, te sposobnosti se, tako, če jih gledamo, se neverjetno širijo še. Ne. Torej, zdaj smo našteli par stvari, robote, hitrost računalnikov, sposobnosti, rekli smo tudi incidenti grejo gor in tako naprej. In zdaj to je tako kot en tsunami, kot en val, ne, ki prihaja in no, jaz sem na OECD-ju del ene te delovne skupine oziroma tudi en sistem delamo, kjer skušamo predvideti, kaj bo čez par let ali kakorkoli že. Ne? Torej, oziroma, kakšne posledice imajo današnje invencije na prihodnost. Ne? Od zelo špekulativnih do takih, recimo, realističnih ali pa pričakovanih. Ne? In je zdaj ta prihodnost, ki se nam tam izrisuje, kaže, ne? Se to bo nekje po novem letu, spomlad bo to objavljeno, to orodje, ne? Black Swan, ga imenujemo. AI Black Swan, se bo imel. OECD AI Black Swan. Zanimivo je. Black Swan so ta tip dogodkov. Ne. In zdaj ta prihodnost, ki jo izrisujemo, ne, je zelo hecna. Mislim, hecna, rekel, nočem strašiti, ampak je od zelo dobrih scenarijev do zelo čudnih, takih, ki so res težko vladljivi. Ne. Tako da, to vprašanje o prihodnosti 5 let, ne vem, če se, mislim, ljudje napovedujejo razne stvari in tako naprej, ampak dajmo, če tako racionalno pogledamo, tehnologija zagotovo bo šla naprej, tisto, česar se moramo malo bati, je, kako bo družba reagirala. Ne? Torej, kako bo trg dela se oblikoval, bo ljudje ohranjali službe take, kot so, ali se bojo morali prisilno preizobraziti, doizobraziti, upskilling, reskilling, kot rečemo temu.
Torej, veliko vprašanj in je, ne vem, če se kjera družba zelo dobro pripravlja na to. Ne. Je dosta ljudi opozarja na to, ampak vsi imamo neke trenutne, ne vem, probleme, ki jih moramo, izzive. Ja, kot bi. Pol pa dobro je pa še poudariti še eno drugo stvar, ki se jo ponovadi ne dotikamo, ker imamo take civilne debate. Ne, torej, umetna inteligenca izrazito vpliva tudi seveda na tehnologijo vojskovanja, ne, kar pa vidimo, ne vem, v Ukrajini, pa verjetno še druge. Ne. In recimo vojna v Ukrajini brez umetne inteligence bila popolnoma drugačna. Ne. Ja, seveda. In bi se lahko tudi zelo drugače odvrtel. Ne. Torej, vojaška industrija absolutno takoj posrka vse inovacije. Ne, in zdaj, če pogledamo, kaj bo čez 5 let, zdaj imamo po nekih 3 letih to, ne, praktično, ne, že tako. Torej, to je bilo lansko leto, pred dobrim letom je bila, vsaj da je bilo tako nekako napisano, je bila prva bitka dronov, ker ljudi ni več bilo, so samo še, ne vem, ruski pa ukrajinski droni, dva oblaka sta se trčila in sta se tolkla. Ne. Recimo, ne, torej, to smo že videli, ne, zdaj. Ne. Kako bo to zdaj izgledalo čez, smo rekli, 5 let. Skoraj grozljivo pomisliti. Ja, zelo. Lahko zelo grozljivo, ja, pa zelo krvavo lahko, ja, morilsko. Ja, ne vem. Bi bilo pa zelo pametno se v bistvu s tem začeti ukvarjati tudi, kaj bo. Mislim, da se je zagotovo, ne, ampak... Na MORS-u se razmišljajo o tem, ukvarjajo, probajo se ukvarjati, ne, saj tudi vsi ti programi za ta dvojno rabo in tako naprej grejo v to smer. Vprašanja, a je vse to, ne samo v Sloveniji, tudi drugje po Evropi, pa po svetu, a je zadosti hiter, ne. A je zadosti hiter, ne. Mi ljudje smo narejeni za to, da zelo dobro reagiramo, če so spremembe linearne, da grejo počasi gor. Tako počasi gor. Ne. No, zdaj tlele gre pa eksponentno gor. Ne. In mi enostavno nismo narejeni za to eksponentno percepcijo. Ne. Pa naš mindset ni tako. Mindset ni, ker bi se takrat, ko se zaveši že krat 2, že drugače. Ja, se že dosti prehitelo v bistvu, kar nekaj korakov pred nami potem vedno. Ja. Ja, to bo še zanimivo. Ja. Imate mogoče še kaj za naše gledalke, gledalce? To bi sam rekel, ne, torej umetna inteligenca, to, kar ste čisto na začetku rekli, je tle, pa ne bom kamor šla, samo še drugačna, pa boljša po. Ne jo zanikati, zato ker pa ne jo podcenjevati. Ne. Zato ker še mi, ki smo zraven, smo skoraj da podcenjevali pa to pred leti, ne, in se nam je zgodilo. Ne. To, kar se pa zdaj dogaja, je pa enostavno en tak val, na katerem probamo, vsaj mi, ki smo recimo strokovnjaki, nekako surfati, jadrati, in da ne padete. Torej, boljše to je čim prej, ne. Pa še ena stvar je to, da je vsa stvar je silno enostavna, ne. Silno enostavna. Ne. Ja, ljudje smo narejeni tako, da radi zakompliciramo. Ja. Kaj, ker ni potrebe. Moja mama, 88 let stara, sem ji dal tega ChatGPT agenta in se lepo v slovenščini pogovarjala z njim. Postavila je 3 vprašanja, da je preverila, a je to za kaj, ali bo ali ne bo. Ne. Prvo vprašanje, zdravje, njeno, a ji bo povedal isto, kot je zdravnik povedal. Bo ista diagnoza. Drugo vprašanje je bilo, a bo o meni povedal tisto, kar je res, ali ne. In je bilo kar res, ne. Tretje, zato ker živi v Kranju, je pa pogledala skozi okno, pa je videla zaplato. Ne. Aha, okej, ja. Rekla, no, povej mi zgodbo od zaplate. Ne. Zakaj je tisti gozd? Kaj je tisti gozd? Ena zgodbica, kako je hudič vlekel tisti gozd. In je povedal ChatGPT v lepi slovenščini vse prav. Vse prav, celo, ker to ni taka zgodba, ki bi bila zdaj, bom rekla, splošno. Tako na Wikipediji piše, no, recimo tako, da je iz Wikipedije verjetno. Saj iz Wikipedije je lahko pobral, ampak kakorkoli jo je najdel, jo je povedal, tako kot bi jo, ne vem, lahko otroku razložil. No, to so bila 3 vprašanja, ki jih je moja mama povedala. Ker danes se govori. Ne, že, ne. Ja, v bistvu, res je.
In gledajte, če moja mama pri 88 lahko dela, lahko tudi kdo drug še tudi pred kakšnim letom manj. No, Ja, zagotovo. Velja. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Nam je bilo vsem veliko veselje. Hvala. Pa upam, da se še srečava, mogoče pa čez 5 let, ko bova se spominjala, kako je potekalo danes in kaj bo takrat. Ja, hvala za vabilo. Torej, ta prihodnost je zelo odprta. Ne? Ja, Odprta, silno zanimiva, ne? Praktično kaj bo čez 3 mesece, ne vemo. Ne? Ja, Tako da čez 5 let je kar ambiciozno vprašanje. Ja. Drage gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, najlepša hvala, da ste bili z nami in kot ponavadi, ostanite vedoželjni in bodite informirani. Do naslednjič.